Dober jutrček. Tole je moja druga kavica, brezkofeinska. In prav užitek mi je bilo danes začeti snemati, ker smo včeraj s Klemnom čisto vse pospravila in je zdaj stanovanje res čisto drugače zadihalo. V prejšnjem vlogu sva vam pokazala nek plan. Plan, ki ga imava, plan, ki se bo zihar še malo spremenil, ampak nekako okvirna ideja, kako bova medva to stanovanje prenovila, predvsem zgornjo nadstropje. In ja, pol se je treba kar lotiti, ker samo se ne bo. Tako da, prvi projekt je bil tu, da se gore podaljša platformica. Namreč tale odprtina od stopnic je kar velika in je tu nekaj, kar sva videla ful velik plus, ful veliko uporabno vrednost, tako da se je Klemen lotil, je bil pa ta projekt kar tak messy, ker je mogel vrtati noter v beton, potem je mogel ful les obdelovati, stopnice do konca zrihtati, ograjo nazaj namontirati in tako naprej, tako da bi vam kar zdaj to pokazala, kako je to izgledalo. Boš tlej pokazal, kako bo... Ja, to pa imam idejo, že sem razmišljal, ko boš ti pol povedala, kako se ti zdi. Od tega stebra pa do tamle nekje bo narediti tla in pol bo ta steber umaknit, pa se bo od tle do tle naredilo ograjo, da bi lažje hodila. Ja, v bistvu podpiram to idejo, je ful smiselno, da imaš lažji dostop do posle, to je eno, tudi prostor se malo poveča, ker zdaj imaš polno vogalov, mislim... Ja, mene je to mot, zdaj Klara to ne mot mene, ampak je ona pripravljena pa moj kompromis. A si tudi zame nek kompromis? Jaz sem vesela, da bo šlo to v stran. Mogoče tako v moji glavi, ki ne znam sama delati teh stvari, kako bomo zdaj tle... Kako bomo to izvedli. Ja, ampak sure. Če imaš možake, vse znam. Ja, sej to, ja, easy peasy. Ja, znam. Oh! Here we go! Me zanima, če veste referenco, iz kje je. What a hole! Meni ste še premladi. Wow! What a hole! Kako to je tu? Tu ni naslonjeno. Jaz se ti pravim, telo ti prav reče. Ja, če bom dal do tle, bo že najbrž malo moteč. Odvisno, kako globoko bomo naredili. Ta skelet me zanima, da bi skril. Če se mi bo dal, če ne bo pa... Pa lahko, ne? Pa imaš lahko tako trikotno, ne? Zbava ne boš zdaj po šahodu? Še pan, nisem umel vzati Frideja. Lahko bi tudi zdaj res... Vse to, zato ti nič. Dajmo res, čakaj sem... Delale so se zanimive stvari, jaz sem sicer bolj zdraven stala pa gledala, bo Klemen bolj tehnično razložil, kva se je delalo. Sosledje dogodkov je bilo, da najprej sem nosilne tiste stranice hrastove naredil, ki so prejle bile v kadru, pa sem tole ploščo skup zlepil pod najinim kotom, ko sva ga rabila, in polej smo to ploščo rabili še gor na tiste nosilne hrastove dile. Tako, tu so te dile, ki so z debelimi vijaki prišraufane v beton. Ja, to smo tu delali. Kam smo tu se vozila, v Piškvas? Kaj pa varnost pri delu? Ampak treba se je bilo, nismo se za brez veze vozila. Vse je bilo od praha. In polej smo takole noter, tu so ti vijaki, s katerimi je pričvrščen, vse noter, moje face so pomagale. Moje grimase pri tem, da je to vse dobro narejeno. Če pa bo, pa bo. Je zakaj pa ne? Ja.
Malo dlje moram. Pa je bil to nek zvok. To pač je tako je. Še moram porezati. Druga poroka. Vesele pesmi poje, gre po svetu lahkih nog. Če mu kdo nastavi zanko. Hvala bo. Ja, top bi rekel, Klemen. Top? Si upaš gor stopiti? Ja. Tako mi shodil, ne. Do zdaj sem slišal o nekem prostorčku pod stopnicem, zdaj bi vam rad konkretno pokazal, kaj sem naredil. To je zdaj neka sredinska faza iz narejenosti. Hotela smo, ker imamo majhen flat, da tle lahko noč shranva par stvari pod stopnice, ker drugače bi tak mrtvi kot. Tukaj sem dal take ležaje, ne ležaje, pante, ne vem, ko se reče, pač dva panta in potem tukaj noter bo tak storage. Tam bo zadaj zaprto in bo taka kockica stopničasta. In tle imate ful dober primer, ker lahko vidite, kaj je, ko je narejeno do polovice, pa koliko velik izboljšav se naredi v zadnjih fazah. Imate vi tudi tunel v svojem stanovanju. No, medva sva ga naredila za najin sesalc robotski. Tukaj pod stopnicami smo pustili odprto in se bo noč zapeljala, kadar bo rabila se napolniti. Pa se vrnimo našemu pohodnemu delu. Medtem ko je bil le ta dokončan, ena stvar še ni bila dokončana in to je ograja. In brez ograje, verjemte mi, je bil tale podesek zelo nevaren. To zdaj varen zapalik sem. Jaz sem bila, prav pomislila sem tako, lej ti njega. Konec me. Vidi. Jaz bom imel škandal še pred, ne bom postala. Ti si že imel škandale. Ja, kaj pa? Živel si v kombiju. Tako da poglejmo si, kako sva se ograje lotili. Ne vidim, da je kapla. Na kateri strani je cifra napisana? Da, 1, 2. Ja, ampak kje? Zgoraj bo. Tam, tako ja, da mora biti tam. Ti boš mogel pa še stebrati. Skoraj še tretjo roko nabim. Kaj še nam vodila za me, povej? Ja, še. Vidimo tle noter. Pa če bi ga še malo ven vzel, malo stebrati proti meni. Tu ja. Pa jaz zgornje dve držim, da ne padejo ven. Edin tlare, treba še bolj do konca. Ja. Se ti ponoviti tudi tule treba. Se ti moramo biti pa čim prej to, še dokler se tle še di. Ne mojte skrbeti, sve je okej. Meow. Ajde. Wow, kako je to hudo. Lej to! Ograja! Ograja! Pa ekstra pol kvadrata. Smoč misli. Veste, koliko je kvadrat v teh časih? Tule si nama, koliko? 25 evrov vsaj. Ja, po Španiji. Ja, ne, več kot 25. 25 evrov, stranaka, se ni travnik. Snimaš? Ja. No, pred nekaj dnevi tukaj še ne bi mogel stati, ker je bila ograja takole in v bistvu tukaj je bil stopnična luknja, ne. In zdaj smo to pokrili. Kaj pa, to je zdaj vmesna faza, kaj pa prihaja, pa razkrijemo kmalu. Kmalu, ja. Izkoristila bi ta trenutek za nekaj čist irelevantnega na prenovo, ampak jaz sem začela brati literaturo od Zofke Kveder in njene knjige so čisto me sezule. Tako da, če je še med vami kakšna ljubiteljca, ljubitelj literature dobre, recimo najprej sem prebrala roman Njeno življenje, ki je takšna povest, tako boleča, ampak tako dobro napisana, da recimo Tisti mi je bil nor. Tule so kot kratke zgodbe žensk. Morate vedeti, da ona je živela v času, ne vem, Cankarja. Tu je
tu so tako napredne ideje, kar je ona vključevala v svojo literaturo, o ženskah, o pravicah žensk in tako, ampak s tako lepo nežnostjo vse opisuje, za tako tankočutnostjo, da res priporočam vsakmu, ki želi nekaj dobrega prebrati. Ok, EPP program za branje knjig je končan. Imava pa zdaj za vas še sladičko za na konc in to je pregled Tonkinih renderjev. Jih bomo zdaj skupaj pogledali. Naju so navdušili, presenetili, pač meni je itak kot človek, ki nima izobrazbe v stilu notranjega oblikovanja arhitekture in to. Meni je dosti težko si zamišljati stvari in pol, ko je Tonka poslala te renderje, je tako ono, oh my god, kako bo to dobro. Tako da, let's check it out. Evo, mena so dobila renderje od Tonke, bomo šli skupaj čez, ful je zanimivo, ker zdaj smo že korak bližji neki osmislitvi. Kogar zanima, kako je bilo prej, kako je zdaj, tu najdete vse v prejšnjem vlogu, ga bom polinkala. Zdaj pa gremo kar na tele sladkorčke. Takole se pride po stopnicah gor, v zgornje nadstropje. Na tej strani imamo balkonska vrata. Tukaj boste kasneje videli, bo delovni prostor, torej pisalna miza, za oba delava od doma zelo veliko posla. V tem kotičku in pa zadej bo garderobna omara, ne? Tu je okvirno to. Pojmo naprej. Če pogledamo pri posli, se mi zdi, Tonka nama je ful dobro svetovala, naprej nisva hotela imeti tega dela, kao da bo sem stena, pa je rekla, tu se bo ful hitro umazalo, tako da tu smo dodali, bo najbrž iz pralne barve. Zdaj, ful mi je lepa ta temna barva in spadala bo z lesom, ki ga boste pol videli. Tule bo stara slovenska skrinja, problem je edin, kaj nimava veliko prostora tle, stare slovenske skrinje so po vseh huge. 80 centi imava prostora, skrinje so ja, če kdo ve, za kakšno ona pove. In tle bo najbrž sem res tako, ko je ona dala artwork, pa dve nujno bralni lučki, ker pač bereva skoraj vsak večer pred spanjem. Ta del pa v bistvu o tem delu je ta cel vlog skoraj, ste videli proces, tako da je zdaj ta pohodni del povečen. Gremo na naslednjo, ne? No, tlej sem od bližji, da si lažje predstavljate. Ne, mi tle še ti kaj povedal. Ne vem, da odlaganje namest poličke bo skrinja, ki bo imela raven vrh, zato da tudi odložiš stvari lahko. Kako je Tonka narisala. Ok. No in pol iz posle, da vidite, se v bistvu vidi ta walk-in closet, tle pa mogoče, če ti poveš, kaj bo ta full ultra posebnost. Ja, dodali bom kar na naslednjo sliko šel, tle sem tukaj, da ste si lažje predstavljali. Te stene prej ni bilo, takole. Samo takole je bila ta stena, tako imamo trenutno. Zdaj bomo pa dodala ta obok, pa to steno, se pravi steno z obokom bova naredila in pa dodala zaveso. Noter bo pa cilj, zakaj smo walk-in closet dala, je, da nimaš več odpiranja teh omar, bla bla bla, ampak je samo celo na regalih bo vse zloženo, tako da sem primeš, oblečeš, odložiš. Bomo pa... To je ful dobra fotka, se meni, tle je ful dobro predstav, kako v bistvu je pogled, ko priješ tako, ker imamo mansardo, to poševnino, v bistvu smo se odločila, da bomo tle imela pisalno mizo, do višine poševnine glih pride in 2 za 2, za 2 osebi, vmes bojo takole predalniki, vsak ima svojega, pa neka polička nad delovnim prostorom. Predalniki pa tale element, tale zelen, naj ostanejo pa še skrivnost. Ker sva jih glih včeraj kupila, ampak boste videli. Ne bo čisto tako, malo drugače. Ta mrtvi kot, tle še ne vemo, kako bomo rešili, ali bo bralni kotiček, ali pa tako, kot je Tonka tle narisala, da bo pač knjižne police. Ja, ali bodo police, ali bo nek mali foteljček, tako. Tako, tle je načrtno v bistvu še odprto vprašanje, ker se mi zdi, da nismo mogli v tisti točki še jasnih odgovorov dati. V glavnem, tu bomo z očetom naredila iz hruškega lesa, ta delovno površino. Vidim, kaj editiraš. Nekaj v gor. V Dubaju si bila po moje. Ko imamo pa na Toduju? Spet ne vidi. Iz tle gremo naprej v to zadnjo sliko, kjer se pa nekako vidi še, v bistvu skoraj vse se vidi. Tle se zdaj vidi, kako bojo oblačila. Tako, tle se vidi. Tle bo kakšna še košarica, tle bojo kakšni zabojčki. Tako da, evo, jaz mislim, da Tonka se je ful potrudila, jaz bom še enkrat dala njen mail, če slučajno komu povajba, da bi jo tudi on želel najeti za prenovo stanovanja, pa česarkoli drugega. Nama je ful svetovala, zaradi nje ziher kakšne neumnosti ne bomo naredila. In pa če takole videti renderje, to je
Zame je ful motivacija, pa tako, ajde, gremo, akcija, ne. Tako da v naslednjem vlogu, pa ne vem, po mojem bomo že walk-in closet delali, ne? Mislim, ja. Mislim, ja. Mislim. Samo se ne bo. Ja. Naredimo? Ja. Ajde. Top. Dao, dajmo kipca. Narejeno? Narejeno. Evo, stavimo.